Haleluja, hvala ti, Jezus. Hvala za tvojo prisotnost. Hvala za tvoj dotik, Oče. Hvala za tvoje delovanje. Hvala ti, Oče, da si pripravil velike stvari za vsakega od nas, da vstopimo v njih. Hvala ti, Oče, da dobro delo, ki si začel v nas, boš tudi dokončal do dneva prihoda Jezusa. Haleluja. Hvala ti, Oče, da vsak dober dar je v tebe. Haleluja. Haleluja. Bog je dober Bog. Amen. Haleluja. Wow. Nekako se mi je odpirala beseda ta teden, da imam gradiva za cel predmet v biblični šoli, tako da bom rabil milost, da povem bistvene stvari in mogoče bom ene stvari prebral, zato ker so že zgoščene, zato da približno razumemo, kaj nam Bog hoče povedati. Ključno je pa itak potem, kaj bomo naredili glede na to besedo. Haleluja, Bog je dober. Ok, slava Jezusu. Ja, Jezus je na prestolu. Spominjali smo se prvih binkošti, Sveti Duh je prišel, ko je Jezus sedel na Božjo desnico, je poslal Svetega Duha in od takrat je bilo vse drugače. Se je odprlo novo zgodovinsko obdobje, cerkev se je začela v moči Svetega Duha in žetev se je začela. Žetev duš v poslednjih časih se je v bistvu začela že takrat, zato ker Peter citira Joela na prvo pridigo na binkoštni dan. Zgodi se v poslednjih dneh. Bog bo izlil svojega duha na svoje služabnike, na sinove in hčere in tako naprej. Se pravi, od takrat naprej so poslednji dnevi. Pričakujemo Jezusov drugi prihod. Haleluja. A ste kaj veseli? Wow. Ok. Torej, žetev se je začela, ampak za nas v Sloveniji zgleda, da je zaenkrat bolj malo žetve. Mislim, vsak od nas je del žetve. Ne me narobe razumeti. Vsak od nas, ki poslušamo Božjo besedo in se zbiramo v imenu Jezusa, je že del žetve poslednjih časov in naša življenja so na slavo Bogu. Ampak vidimo veliko večino naroda zgubljenega, brez poznanja Boga. In v našem srcu je hrepenenje potem, da vidimo mogočno Božje delovanje čez žetev v temu narodu. Tako da zato se zdaj v temu času do naslednjega velikega praznika trobentanja, ki je tam konec septembra, začetek oktobra in predstavlja Jezusov drugi prihod. V tem času premišljujemo in iščemo Boga glede tega, kako bo ta velika žetev prišla v Slovenijo čez nas. Čez noč, haleluja. Wow, kakšna vera. Velika je tvoja vera. Haleluja. Ok, tako da verjamem, da bo Bog se odzval na to, kar ga iščemo. In iščemo ga s svojim srcem. Se pravi, naše srce se mora približati Bogu. In vedno, ko se ljudje približajo Bogu, pride do očiščenja. Ker naš Bog je ogenj, ki použije. In ta ogenj je njegova ljubezen. Tako močna ljubezen je, da je kot ogenj, močnejša je kot smrt. Visoka pesem, 8. poglavje tam nekje. Haleluja. Tako da, ko se bližamo Bogu, pričakujemo, da bo njegova milost naredila v nas to, kar mi ne moremo. Jezus je rekel, kdaj bojo potekle reke žive vode iz vas, ki verujejo.
Zdaj berem v drugo smer iz Janeza 7. Ko pridete k meni in pijete od mene, ja, pijemo iz njegovega srca, pijemo od njegovega duha, pijemo to, kar je njemu pomembno, dragoceno. Haleluja. Tako da se bomo bližali Jezusu. In eno od stvari, ki so ključne pri bližanju Bogu, da nas lahko očisti, je v Janezu, prvo Janezovo pismo 1:9. Če pa priznavamo svoje grehe, je Bog zvest in pravičen, da nam odpusti in nas očisti vse krivičnosti. Ja, to velja za takrat, ko si na novo rojen, ko si prvič očiščen greha, ko ti Bog da novega duha. Ampak velja tudi za vsakič kasneje, ko rabiš priti bližje Bogu, zato ker naša duša in naše telo sta v stiku s tem svetom in to je vir neprestanih skušnjav in neprestanega vpliva, ki izziva to, kar je v naši duši še ostalo od starega programa. Ja. In haleluja. Tako da, kar je čudovito, da ne glede na to, koliko globoka je napaka ali koliko težka je napaka, ki smo jo naredili, greh, pokvarjenost, Bog nas ne sramoti, ko pridemo k njemu. Sramota ostaja na nas toliko časa, dokler greha ne priznamo. Potem nas pa Bog pokrije sa svojo obleko spet. Pokrije našo nagoto. Tako da, ne glede na to, koliko globok bo Sveti Duh čez to besedo deloval v nas, do nas, ali kadarkoli govorimo Božjo besedo in se bližamo Bogu, lahko veš, da Bog te ne sramoti, ampak ti želi dati svojo slavo. In če ti hoče dati svojo slavo, mora odvzeti tvojo sramoto. Ja. Zdaj, kar bomo videli, je čez besedo, da te stvari pokvarjenosti v naši duši so problem zaradi tega, ker so skrite. Dostikrat jih opazimo šele ko se manifestirajo, takrat, ko naredimo kaj narobe, da se tega zavemo, da je bilo narobe. Dostikrat pa delamo narobe, brez da bi se sploh zavedali, da je narobe. In to je v bistvu ta ključen razlog, zakaj Božji otroci še vedno potrebujejo Božje usmiljenje. Čeprav se nas je usmilil, se nas je odrešil, nas je na novo rodil, ampak naša duša potrebuje njegovo usmiljenje. In če hočemo razširiti to razmišljanje, naše telo potrebuje njegovo usmiljenje in to je ozdravljenje telesa. Ja. Haleluja. Tako da, ravno zaradi tega, ker so te stvari v naših srcih skrite, smo kristjani zelo nagnjeni k temu, da pademo v samopravičnost. Se pravi, ne vidimo očitnih napak, bistveno boljši smo, kakor smo bili prej, preden smo poznali Jezusa, mogoče že dolg časa služimo Bogu, nekaj sadov je vidnih v našem življenju in mislimo, da je to pravilna predstava naše duše. A Bog vidi drugače. Bog vidi to, kar je skrito v naši duši in bo prišlo na dan šele takrat, ko bojo okoliščine to omogočile. Recimo, ne bojte se človeka, ker strah pred človekom nastavlja zanko. Pogosta zapoved o stari zavezi. Ti si misliš, da se ne bojiš več človeka, dokler ne boš srečal nekoga, ki ima prevelik vpliv nate, da se ga ne bi bal.
Wow. Dobro, da začnemo razmišljati. Ne? Se pravi, ni nujno, da te nadere, ampak enostavno imaš toliko veliko spoštovanje do njega, da mu ne boš povedal resnice, čeprav ti jo Bog govori. Ne? To je primer skritega greha v duši. Ali pa recimo, vsi v principu verjamemo, da Bog poskrbi za nas, da se nam ni treba bati za preživetje. A recimo, če se zgodi kolaps sistema, ki smo ga malo kusili med korono in začne zmanjkovati stvari v trgovini, so kristjani med tistimi, ki bodo ravno tako laufali delati zaloge. Mogoče ti je Bog to rekel, ne rečem, ampak mogoče je pa strah v tvoji duši, ki se je manifestiral zaradi okoliščine. In pa pač seveda strah pred izgubo življenja zaradi vere. Da ti nekdo zagrozi, odpovej se Jezusu ali pa boš umrl. Ali pa celo bojo tvoji bližnji umrli. To so bile realne stvari, čez katere so šli tisoči in tisoči, recimo v Ugandi, od kjer je naš brat Alojzi. Tako da ni izven našega dosega, smo na tem planetu, lahko se zgodi. Tako da, kar hočem reči, je, da samo Bog nas resnično lahko osvobodi teh najglobjih stvari, strahov, ki so skrite v naši duši. In ko sem to raziskoval, sem prišel na osupljivo povezavo med maliki v Svetem pismu in tem, kar sem zdaj govoril, skrite nečistosti v duši. In zdaj, da bomo boljše razumeli, bomo šli malo pogledati zgodovino, zato ker čez kar je šla prva cerkev in potem cerkev, ki je prihajala naslednje generacije, so za nas lekcije, iz katerih se lahko učimo. Ker iste skrite slabe stvari, ki so jih imeli oni v srcih, jih imamo tudi mi, samo da mogoče za njih še ne vemo. Tako da bomo šli malo v razodetje, ampak bom prebral samo povzetek, ker je tole cela študija. V razodetju 2.14 imamo omenjen Balaamov nauk. In Balaam predstavlja zlorabo duhovnega daru in Božjega imena za finančni dobiček in materialni uspeh. In zdaj, če preučujete stanje cerkve danes in raziskave, ki so se delale po vseh denominacijah, kaj je največja spotika za evangelij v današnjem svetu, je na prvem mestu evangelij prosperitete. S tem mislim lažni evangelij, ki obljublja Božji blagoslov v zameno za dajanje tam, kjer pač si kdo upa to govoriti. Se pravi, če boš dal tej cerkvi, boš 100-krat blagoslovljen. To so zelo prefinjene laži. Zdaj pač v krščanskem centru smo bili zelo previdni, kako govorimo o teh stvareh, zato ker zraven je tudi resnica. Bog nas blagoslavlja. Je določen blagoslov partnerstva v evangeliju, ki ga lahko vidimo v pismu Filipljanom in tako naprej. Obljuba blagoslova za radodarne v 2. Korinčanom 8 ali 9. Tako da je resnica v tem, stvar je v tem, da maliki sprevržejo resnico. In zaradi tega so tako privlačni. Zaradi tega tako lahko zavedejo množice, cele cerkve so zavedene v tem.
In za tem se jasno skriva malik, ki ga je Jezus po imenu omenil v govoru na gori, in je Mamon. Ko služiš Mamonu, Bog ni več končni cilj in namen. Ne moreš služiti Mamonu in Bogu hkrati, lahko pa služiš Bogu, ljubiš Boga z vsem srcem in je Mamon tvoj služabnik. To je pravilni vrstni red. Ja, tako da mi se ne sramujemo Božjih obljub, čeprav jih nekateri zlorabljajo. Ampak tako kakor je očitno bil lažni evangelij, ki so ga poslušali Galačani od obrezancev in so se začeli zanašati spet na izpolnjevanje zakona namesto na vero v Jezusa Kristusa, tako je tudi, pač rabimo pogledati stvari v oči in reči, kaj je lažni evangelij. To, kar sem zdaj rekel, povzetek lažnega evangelija, daj Bogu tukaj in Bog ti bo 100-kratno povrnil, ali pa x-kratno, ali pa Bog te bo obilno blagoslovil zaradi tega. Kakorkoli so delčki resnice, je stvar povedana na ta način, povzroča pohlep v cerkvi. Prinaša ven pohlep v cerkvi, sebičnost, naravnanost na lastne potrebe, laufanje za materialnimi stvarmi in upamo, da enkrat bo Bog izlil prebujenje. Kaj pa, če je ta malik problem v našem srcu? In zdaj, mislim, jaz verjamem, da smo mi iskreni, res hočemo ljubiti Boga, nočemo nobenega sprevrženega, pokvarjenega evangelija, a ne moramo zaupati svojemu srcu. Naša duša, naše telo je nagnjeno k temu, da želi ugodje tega sveta. In edino zdravilo za to je, da nas Božja ljubezen prevzame. Haleluja. Ja, tako da v bistvu, ko se bližamo Bogu, bojo te slabe, temne stvari izrinjene v nas. Mi se ne zanašamo na to, da zmoremo sami spremeniti svoje srce in svoje mišljenje. A ne? To je razlog, zakaj rabimo Božje usmiljenje. Ok, potem, to je bilo iz Razodetja 2.14, Balamov nauk, teologija blaginje, lažni evangelij. Drugi malik, ki je omenjen v Razodetju, Razodetje 2-3, Jezus govori svoja pisma cerkvam, resničnim cerkvam, v tistem času, a hkrati vidimo, da so se te vzorci, ki so tam omenjeni, pojavljali v cerkvi čez celo zgodovino. V Razodetju 2.6 so omenjeni Nikolajevci. In v bistvu pomeni to postavljanje nedotekljive elite nad Božje ljudstvo. In recimo, ne glede na to, koliko dobrih stvari in pravilnega učenja iz Svetega pisma, ki je bilo prej zanemarjeno o prerokih in apostolih, je prineslo delovanje Boga v zadnjih recimo 50 letih, je ogromno zlorabe avtoritete v cerkvah, ki se imenujejo preroške in apostolske. In iz tega neizogibno prihajajo zlorabe duhovne in emocionalne, ki jih ljudje v cerkvah trpijo. In jasno, dokler je to malik v cerkvi, kjer se voditelj postavlja na mesto Jezusa, čeprav na prikrit način,
Ne, da je on Jezus, ampak da je on tisti, ki sliši Boga, vsi ostali pa ne slišijo Boga, če slišijo karkoli drugače in tako naprej. Je očitno, da smo v težavah, če se to znajde v cerkvi. Tako da, in to je razlog, da pridigarji največ potrebujejo usmiljanje Boga. Ker lahko preberemo v Jakobu 3, da noben ni popoln v besedah, oziroma če bi bil popoln v besedah, pol si popoln človek. In zaradi tega ne bomo mnogi učitelji, ker bomo strožje sojeni. A si kdo želi strožjo sodbo? Ampak glejte, vseeno je Jezus tak, ki pokliče apostole, preroke, evangeliste, učitelje in pastorje. Med drugim, da učijo Božje ljudi, vsak z milostjo, kakor jo je prejel. In če hočemo ostati v tej službi in ohraniti vero do konca, kakor jo je Pavel, rabimo Božje usmiljenje. In če se zavedamo, koliko rabimo Božje usmiljenje, bomo ponižni. Bomo imeli druge za boljše od sebe, čeprav jih mi učimo. Zato, ker nisi ti tak, ki učiš, ampak Sveti Duh v tebi hoče govoriti čez tebe, če si pripravljen, če si mu na razpolago za to. Tako da ta drugi malik je v bistvu zloraba duhovne moči. In to imenujejo malik človeških voditeljev ali malik jaza. Potem imamo, tole je bilo v Razodetju 2.6, če sem pozabil omeniti, potem imamo v zgodnji zgodovini krščanstva se je pojavil gnosticizem, ki je bil eden največjih problemov, ki si jih lahko predstavljamo. In to je spet študija zase, ampak na kratko bom povedal, da je šlo za povzdigovanje intelektualnega spoznanja nad življenje v skladu z Božjo voljo. Tako da zaradi tega ni čudno, da so ljudje, ki so to verjeli, ekstremno padali v mesene stvari. Ker pol, je vseeno, kaj delaš s telesom, ker je tvoj duh čist, pol je kao vse dovoljeno ali mogoče ne. Ne, greh te bo še vedno ubijal. In še vedno boš delal škodo drugim ljudem, če živiš v grehu, ampak nam ni treba, ker je Božje usmiljenje nam na razpolago. In to se je v sedanjem času izoblikoval kot nauk o hipermilosti. Se pravi, milost je toliko velika, da pokrije vse, kar ti delaš narobe. A je to res? Ja, v bistvu je, ampak problem je, če ti to vzameš kot izgovor, zakaj vztrajaš v življenju po mesu. Potem si pa samo prevaran, oziroma te je prevaral ta malik, ki bi mu rekel neognosticizem. Ja, še druge stvari so bile, ampak zaenkrat zadosti, da boljše razumemo. Ena stvar, ki mi je izstopila v zvezi z tem spoznanjem in poudarjanjem znanja, ki je masovno v cerkvi, se pravi, koliko je pomembno poznati Biblijo. Ti lahko citiraš Biblijo od začetka do konca, če ne živiš v ljubezni, si nič. In ti nič ne koristi. In to bi bilo spoznanje Biblije, ne? Da vse znaš na pamet. Hočem reči med drugim tole, gorečnost za karkoli v krščanstvu ni zagotovilo,
da si ti svoboden od malikov. Zato, ker če preberemo Rimljanom 10:2, piše, pričujem za Izraelce, da so goreči za Boga, vendar ne po pravem spoznanju. Haleluja. Tako da, kdaj si v pravem spoznanju? Takrat, ko živiš v Božji ljubezni. A je lahko še bolj enostavno. So mi všeč enostavne stvari. Haleluja. Ok, Sveti Duh je na naši strani. Janez 16:13, ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodne stvari. On nas bo uvedel v vso resnico. Se pravi, ne gre za kopičenje znanja in razodeti, gre za spoznavanje Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je resnica osebno, in to se bo videl čez to, da si človek ljubezni, kakor je bil Jezus. Haleluja. Ok. Tako da, evo, živimo iz resnice v ljubezni, da bomo vsem rasli van, ki je glava Kristus. Dober povzetek, to je Efežanom 4:15. Zdaj, ključna stvar pri malikih oziroma svobodi od malika je ponižati se. Zato, ker če hočemo slišati Jezusov glas pravilno, moramo nagniti svoje uho. To je svetopisemska slika, ki ni nujno pomenljiva dobesedno, ampak izraža močno pomembnost ponižnosti. Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa izkazuje milost. Ja. Tako da v Filipljanom 2:3 je še en dober povzetek. Ničesar ne delajte iz prepirljivosti ali praznega slavohlepja, ampak v ponižnosti imejte druge za boljše od sebe. Kako imamo lahko iskreno v ponižnosti druge za boljše ali višje od sebe, tako da vidimo Kristusa v njih? A se lahko obrneš na levo ali na desno ali oboje in rečeš, vidim Kristusa v tebi. Haleluja. Ja. Ja, in če vidimo Kristusa, če res iskreno to mislimo, bomo imeli spoštovanje drug do drugega, kakor do Kristusa, brez da nekdo stoji za tabo za palco in ti govori, kako se obnašaš. Do pastorja, ne? In kar je še bolj pomembno, imel boš iskreno spoštovanje. Nimam spoštovanja do pastorja zato, ker je pastor, ampak zato, ker je Kristus v njem. Ja, Kristus mu je dal vlogo pastorja v tej cerkvi. Haleluja! To pomeni, da Božja milost deluje čez njega. Ampak najkasneje takrat, ko bo šel z tega planeta, bo pustil to obleko pastorja tukaj le dol. Kaj pol ostane? Kristus v njem. Haleluja. Ok. Evo, ponižnost deluje. Ok. Povezava med maliki in trdnjavami. 2. Korinčanom 10:4-5 nam je zelo jasna, ampak bom kar prebral. Orožje našega vojskovanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo modrovanja in vsakašno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in podvržemo vsak poslušnosti Kristusu. Ja, in te trdnjave v bistvu predstavljajo naše izgovarjanje in upravičevanje nečesa, kar je napačno pred Bogom. Mogoče celo ni napačno pred ljudmi. Ene stvari so v določenih kulturah bolj ali manj sprejemljive, recimo ločitev je v določenih kulturah celo med kristjani sprejemljiva. Mislim, saj razumem. V enih primerih
ne moreta dva zdržati skupaj, brez da eden ali pa oba zblaznita. Ker pač se toliko stvari pokaže ven iz človeka v zakonu, toliko ene sebičnosti, da drug zaradi duševnega zdravja ne more ostati zraven. Razumem, smo na tem planetu. Ne sam, da pa rečemo, ločitev je ok, ne moramo tako, kot ne moramo reči, splav je ok ali pa samomor je ok. Ni ok. Se pravi, naredimo vse, kar je možno, vse, kar je v naši moči z Božjo pomočjo, da preprečimo te stvari. Haleluja. Ok. Torej, rušimo trdnjave. Trdnjave so naši izgovori, naše zagovarjanje. In zdaj, to je zdaj malo težka stvar, pripravite se na težko stvar. Zato, ker smo v evangelijski cerkvi. Malo sem že govoril o težavah, pogostih težavah, ki jih imajo posebno karizmatične cerkve, ampak na splošno evangelijska cerkev oziroma protestantska cerkev je nastala iz tega, da se bom moral popraviti pol, da bom bolj točno povedal, ampak moram poenostaviti. Je nastala iz tega, da so v določenem zgodovinskem obdobju morali izpostaviti slabe, pokvarjene stvari v cerkvi, ker je uničval Božje ljudi. Tako da vemo, da so reformatorji delali Božje delo. Ampak hkrati pa ljudje z neobnovljenim umom zlahka pademo v ta način razmišljanja, lej, boljši smo kot oni, zato ker oni pa delajo to pa to, kar mi ne delamo. In zdaj smo že zadosti slišali o malikih danes, da bomo povezali te dve slike. Se pravi, protestantska cerkev je tradicionalno obsojala katoliško cerkev in tudi pravoslavno cerkev, se pravi veliko večino kristjanov, da so malikovalci, zato ker imajo kipce in molijo k svetnikom in tako naprej. A lahko rečem, da niso malikovalci? Ne morem, zato ker sam Bog pozna njihova srca. Ampak glede na to, da sem bil 15 let katolik in me Marija nič ni zanimala, čeprav so tisti kipci hodili naokoli, vem, da daleč od tega, da bi bili vsi malikovalci na ta način. Ampak celo tako, če pogledamo čaščenje kipov, zaupanje v to, da ti en kip prinese srečo, če ga boš imel v hiši ali pa tako kot amulet, za tiste, ki nič ne verujejo, je malikovanje, zato ker tvoja sigurnost je odvisna od tega, da imaš tisto zadevo v svoji hiši ali pa v svojem žepu ali pa v svojem avtu. Kdo je edini lahko vir naše popolne sigurnosti? Jezus. Ja, sam po njem imamo pot do Boga, ki nas vedno more odrešiti in on posreduje za nas vedno. Tako da očitno je lahko taka tradicija spodbuda za malikovanje pri tistih, ki verjamejo, da je to v redu in se ne poglobijo v evangelij in jim ne zasveti luč Kristusa. Ja, ampak po teh malikih, ki smo jih prebrali, se pravi malik materialnega uspeha, malik poveličevanja voditeljev oziroma egota, malik poveličevanja znanja namesto ljubezni. Vemo, da smo lahko v evangelijskih cerkvah bistveno bolj častilci malikov, ker so te stvari skrite v srcu. Noben ne preverja, kaj ti delaš doma, na kakšen način živiš, pač smo svobodni, vsak je odgovoren zase. Lahko je tvoj bančni račun tvoja sigurnost.
Kdaj se bo to pokazalo? Ne vem, ko nekdo udre v tvoj bančni račun. Panika. Kaj bomo zdaj? Svet se je podrl, Jezus je padel s prestola. Tako reagira človek, ki časti malika, namesto resničnega Boga. Ja, tako da pomembno je, da ne zagovarjamo stvari, ki so bile v cerkvi, tudi če so bile stoletja na ta način. Pomembno je, da ne sodimo ljudi na ven, ker je samo Bog njihov sodnik. In če mi rečemo, jaz sem boljši od unga zaradi tega pa tega, kar vidim, Jezus pravi, da sem hinavc. Če rečeš bratu, a lahko izdrem trsko iz tvojega očesa, a ne vidiš, da imaš bruno v svojem očesu, si hinavc. In hinavščina, zanimivo, se izkaže, da je najbolj grd in potuhnen malik, ki ga ljudje verni častijo. Zato, ker postavlja moj ego pa mnenje drugih ljudi, pred katerimi se igram popolnega, nad to, kar si Bog o meni misli. Haleluja. Wow. Ok. Mogoče bomo pa še enkrat o tem govorili. Ampak Druga Kroniška 7:14, da grem na bistvo, ker to si želimo. Želimo si ta končen rezultat, da Bog ozdravi našo deželo, da Bog ozdravi slepoto ljudi, ki živijo, kot da Bog ne obstaja. Če pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes in jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo. Moje ljudstvo. Se pravi, tle je očitno, da mi kot ljudstvo, kot zbrani Božji ljudje imamo bistveno večji vpliv na to deželo za dobro ali pa za slabo. A ne, če smo mi ujetniki malikov, pol evangelij ne bo šel od tukaj ven. Zato, ker bomo živeli v strahu, ne v Božji ljubezni. Pa lahko opravičujemo to z razumljivimi vzroki. A ne pač, gremo, če se živa v življenju, tempo je, pritiski so, ljudje ne noče poslušati in tako naprej. Ampak na ta način samo utrjujemo utrdbo, ki jo Bog hoče zrušiti. Mi rabimo priti pred Boga, taki, kakršni smo, z vsemi skritimi strahovi, kaj si bo kdo o nas mislil in vsem drugim, kar je lahko skrito, kar sam Bog ve. In to verjamem, da je Božja spodbuda za naše iskanje Boga v naslednjih mesecih. In pričakujem, da Bog bo odgovoril, nas očistil, nam pomagal vstopiti v to obljubo, da bojo reke žive vode potekle iz našega osrčja. Haleluja. In pol pač sadovi pridejo, haleluja. Pol nam ni treba prepričevati ljudi, če jih Sveti Duh lahko čez nas zadost močno prepričuje. Ok. Haleluja, hvala ti, Jezus. Poglejmo zdaj pot osvoboditve od prikritih malikov. Na vse to, kar sem zdaj govoril in še na tisto, kar bom dodatno zdaj omenil, je odgovor v prvi zapovedi. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vsem mišljenjem, z vso močjo. Poglejmo kako.
Srce predstavlja našo voljo in motive, zakaj delamo nekaj. In v srcu jasno se pojavlja ta malik jaza oziroma napuha. V srcu se pojavlja ta malik hinavščine ali verski moralizem, maska zunanje pravičnosti. V srcu se pojavlja tradicionalizem ali človeška pravila in izročila povzdignjena nad Božjo besedo. To, kar smo vedno delali, bomo to delali še naprej, pa enkrat bo že Bog dal prebojenje. Ja, kaj pa, če smo narobe delali? Ne? Mislim, govorimo o ponižnosti, a ne? Hočemo nekaj ful pomembnega, hočemo ozdravljenje našega naroda. A se je vreden do podna ponižati? Na nivoju duše, se pravi ljubezen Boga z vso dušo. Duša predstavlja identiteto, našo identiteto in pripadnost. In zanimivo je, da in Judje po svoji poti in kristijani so prišli do istega zaključka, da ta ljubi Gospoda z vso svojo dušo pomeni tudi do smrti ali pa tudi za ceno smrti, kar premaga najmočnejši strah, ki je v nas. Strah pred smrtjo. In tukaj je, se pravi, duša, ali z drugimi besedami, naša identiteta, pripadnost pokriva tudi malik človeških voditeljev ali kult osebnosti. In dodatno še politično moč, ideologijo ali kolektivni pritisk družbe na cerkev. Nekaj o tem je Klemen govoril prejšnji teden, na kakšen prefinjen način v bistvu družba pritiska na cerkev, da začne govoriti, da nekaj, kar ni v redu, je v redu. Mislim, razumemo, smo na tem planetu, ki je zlomljen. Sam, če nekaj škoduje ljudem. In se ne moramo sprenevedati glede tega. Je pa res, da nas Jezus ni poklical obsojati ljudi, kaj narobe delajo, ampak nas je poklical oznanjati dobro novico. In ko potem čez to dobro novico o Jezusu pridejo k njemu in so odrešeni, bojo osvobojeni tudi tega, kar je v bistvu v korenini izvor malikovanja. Če gledamo Rimljanom 1, ki je dolg spisek grehov naštet. Vse od spolne perverznosti do obrekovanja in mnogih drugih stvari, kjer cerkev ni bistveno boljša kot svet v povprečju, tako pravijo raziskave. Vse to gre nazaj do korenine, ki je, čeprav so Boga spoznali, ga niso kot Boga častili in se mu zahvaljevali za njegovo dobroto, nekaj v tem smislu. Mogoče lahko najdeš, Sašo. In vidimo v bistvu, da odgovor, zdravilo za to pokvarjenost družbe in pokvarjenost, ki je skrita v cerkvi, je rešitev od malikovanja. Rešitev to, da nas Bog očisti naših malikov, ki so skriti v našem srcu. Haleluja. Ok, še en del ljubezni do Boga imamo. Ljubim Gospoda, svojega Boga z vso močjo. In zdaj, kaj vse svetopisemsko izobraženi ljudje razumejo kot moč? To so naši viri, naša zmožnost, naša energija, to pač s čemer delamo, naše telo kot celota, celo spolni nagon. In v bistvu ljubi Gospoda z vso svojo močjo pomeni ljubi ga z vsem svojim premoženjem in telesom. In potem imamo to odgovori na
malik mamona in na malik trebuha in spolnosti. Malik trebuha je omenjen v Filipljanom, mislim, da 3, da je trebuh njihov bog. In vse to je povzeto v Kološanom 3:5. Morite torej v sebi to, kar je zemeljskega, nečistovanje, nečistost, strast, hudo poželenje in pohlep, ki je malikovanje. Tako da dokaj dobro preverjeno, vse te stvari, ki so tukaj naštete, so maliki oziroma odraz malika v srcu. Ok, zdaj je tako. Kaj pa, če sem že čist? Kaj pa, če sem že iskal Boga tako radikalno, da me je njegova ljubezen čist prevzela in mislim sam na Jezusa in na to, kako rešiti izgubljene in nič drugega v življenju mi ni toliko pomembno in tako naprej. Haleluja, vsi smo na poti tja. Tako da, če si med njimi, ki si že to dosegel, bojuj dober boj vere do konca. Ampak, kar pa lahko, je, da se zavedamo, da tisto, kar smo prej brali iz 2. Kroniške, da se Božje ljudstvo poniža in išče Boga. Če hočemo biti resnično ponižni, rabimo izključiti to, da se imamo za boljše od drugih, ki še niso toliko posvečeni, kot mi. In eden dober način je Jezusov zgled. Kdo bi si mislil? Jezusov zgled je, da se je identificiral z našim grehom. Se pravi, čeprav ni nikoli grešil, je vzel ves naš greh nase in posreduje za nas še vedno. In ne bo nehal posredovati, dokler ne bomo vsi popolni. Haleluja. Tako da lahko posnemaš Jezusov zgled. Se pravi, tako, da se postaviš na mesto zastopnika in gledaš greh malikovanja v cerkvi, kakor da bi bil tvoj osebni greh. In prihajaš pred Boga, ne da bi se ukvarjal s tem, ali je ta malik v tebi, ali ni ta malik, ampak dejstvo je, da cerkev je ohromljena zaradi malikov. Duša cerkve ni zdrava. Če ne bi evangelij šel brez omejitve po tem svetu. Haleluja. Tako da, če zdaj s tem pridemo pred Boga, kaj mislite, da bo naredil? A bo kdo padel mrtev? Mislim, to so resne stvari. Častiti lažnive bogove in priti pred Boga s tem zavedanjem, lahko se zgodi, da nismo sigurni, ampak Jezus želi, da smo polni vere, ko pridemo pred njega. Lahko odpreš Hebrejcem 4:16, če se ne motim, mogoče pa 4:15. Zaradi njegove krvi je vse drugače. Po njegovi krvi smo že pravični pred Bogom. Rabi pa naša duša biti očiščena. Tako da zaradi tega prihajamo polni vere. Z zaupnostjo se bližamo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Haleluja. In bomo naredili to zdaj. Tok mi je bilo všeč, ko smo na koncu peli Sužen strahu, zdaj nisem več. To je resnica glede nas v duhu. Če karkoli je v naši duši, zaradi česar smo še vedno bolj ali manj ujetniki strahu, pa pričakujemo, da bo Bog to zlomil, ko pridemo na ta način k njemu. Tako da bi vas povabil, da vstanemo in bomo molili. Haleluja. Ok. Hvala ti, Gospod. Mi smo tukaj pred tabo, ker si spremenil naša srca, Oče.
Dal si nam novo srce, ki hoče ljubiti tebe 100% in hoče ljubiti bližnjega. Tako, kot ti ljubiš. In Gospod, tvoja beseda nam razodeva, da nas hočeš očistiti vsega tega zla, zaradi katerega je človeštvo tako nizko padalo, da jim bomo lahko služili in jih potegnili ven, brez da bi sami izgubili vero. Hvala ti, Gospod. Hvala, Oče, da ne sramotiš cerkve ne glede na to, koliko daleč smo kje zabludili, koliko smo pa vzdigovali napačne bogove, Oče. Mi se zdaj identificiramo s celo cerkvijo, ker smo del telesa Jezusa Kristusa. Nismo boljši od kogarkoli, ampak po Jezusovem zgledu imamo druge za boljše od sebe. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod, da deluješ v naših srcih. Haleluja, preišči nas s svojo lučjo, Gospod. Dajmo malo skupaj. Oče, preišči me s svojo lučjo. Tudi če ne razumem, osvobodi me vsega, kar ni prav pred tabo. Razumem, da se je narobe bati človeka. Razumem, da se je narobe bati smrti. Razumem, da se je narobe bati pomankanja. Reši me vsega tega. Prosim te za tvoje usmiljenje, ki je višje, kakor so nebesa nad zemljo. Za te, ki te globoko spoštujejo in te častijo. Mi spoštujemo tvojo besedo, Oče. Mi ljubimo tvojo besedo. Ljubimo tvoje poslanstvo. Resno verjamemo, da nas pošiljaš. Oznaniti evangelij, narediti druge za Jezusove učence in jih pripeljati v tvojo prisotnost. Hvala ti, Gospod. Tukaj smo na razpolago za tvoj namen. Po veri sprejemamo usmiljenje. In zaradi tvojega usmiljenja ne bomo obsojali nikogar drugega. Ker si se nas usmilil, se bomo tudi mi usmilili drugih, ki so nas prizadeli. Hvala za novo srce. Hvala, Oče. Hvala za očiščenje. Hvala za ozdravljenje te dežele. Mi pričakujemo izpolnitev tvoje obljube. Potopi nas zdaj v svojo ljubezen. Naj izgori vse, kar ni od tebe. Hvala ti. Hvala ti, Gospod, da nas osvobajaš vsakega suženjstva strahu.
Haleluja, haleluja, haleluja. Oče, mi se strinjamo s tabo, da boš dokončal to, kar si začel v nas. To ostaja naša molitev. Naša neprestana molitev pred tvojim prestolom. Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se nas. Naj bomo posode tvojega usmiljenja za mnoge na tvojo slavo. Amen.